Živijo in en lep nebeški pozdrav iz našega duhovnega ateljeja Potovanje duše. Moje ime je Kristi Žmahar in najbrž ste že ugotovili, da se vam tudi tokrat javljam s kakšnimi posebnimi sporočili, kot to rada storim za vas. Ta teden, moram priznati, je bilo zelo intenzivno. Pošiljali ste mi toliko vprašanj, toliko enih zgodb, toliko enih dvomov, toliko enih strahov. Vedno je tako na koncu leta. Ste ugotovili, da vedno bolj, ko se približujemo nekako tej prelomnici novega leta, ko prihajamo do te prelomnice, pravzaprav veliko razmišljamo, veliko stvari se zaključuje. Tudi ta simbolika, da se leto zaključuje, ni naključna, ampak je povezana z nami. Mi vsi tako dojemamo, zavestno ali podzavestno, kakorkoli že. Ampak seveda mi, ki smo učitelji, mi, ki smo veseli, da nam zaupate, se sprašujemo, kaj ćemo vam v tem trenutku povedati, kako vas najbolje usmeriti, kakšna so ta sporočila. Pri tem nismo nikoli sami. Vedno so za nami angeli, duhovni vodniki in tisti, ki nas usmerjajo za to, da bi lahko najboljša sporočila predali ravno vam, ki nas spremljate. To pomeni ali od doma preko teh videov ali pa v našem ateljeju. In tako sem bila v tem ateljeju, kajti tukaj se nekako najlažje, najboljše in tudi najraje povezujem z angeli. Tukaj včasih nastopi taka tišina, tak mir vlada, nekaj, kar resnično vsi vedno potrebujemo in takrat se povežem z njimi in jim rečem, kaj rabijo ljudje slišati, kaj je tisto, kar ljudje v tem trenutku potrebujejo. In seveda vedno odgovorijo. Včasih tudi mene malce preseneti, na kakšne načine odgovorijo pa vendarle. In tokrat sem dejansko se sprehajala po prostoru, gledala sem te naše čudovite vile in v bistvu sem videla eno vilo in sem jo tako močno zaznala, v bistvu njeno prisotnost in sem dobila navodilo moje sporočilo predaj. Tako da vem, katera vila je, rada bi vam jo pokazala, da boste dobili občutek. Ja. Tole je vila, torej njeno sporočilo, njen namen, drugače je ime Tiara. Torej njeno ime je Tiara in je vila umirjenosti in pomirjenosti, ki pride iz naslova karmičnih poravnav. Torej Tiara je vila, ki hoče nekako simbolizirati pomirjenost iz naslova tistega, kar se veliko ljudi sprašuje. In veliko ljudi se je v tem obdobju spraševalo sledeče. Nekdo me je prizadel, občutek je bil, da si to nisem zaslužila, bodo kdaj uvideli svoje napake, ali vesolje posluša, ali je Bog res pravičen ali pa dela razlike. Včasih se zdi, da je nekdo hudoben in da mu je v življenju čisto v redu, medtem ko jaz trpim in tako naprej. Skratka, to so zgodbe, ki sem jih mogoče na kratko čisto povzela, kaj je tisto, kar nekako se ljudje zadaj sprašujejo. Tiara vila pomirjenosti pa pravi, da v vesolju nič ni spregledano. To pomeni, da nikoli ni tako, da je dobrota pozabljena. Nikoli. Nikoli ni tako, da nekdo lahko z določenimi izkušnjami pride čez kar tako. Vse ste videli pri sebi, ne? Ste se lahko kakšnih izkušenj v bistvu nekako se jih izognili, v bistvu niti ne. Tako da sporočilo za ta teden, oziroma jaz bo rekla za celo to obdobje končevanja tega leta je, da probate najti trenutke miru v tem, da stvari ne veste. To je zelo težko narediti za kogarkoli, kajti mi hočemo vedeti, da nas angeli res niso pustili na cedilu. Mi hočemo vedeti, da nas poslušajo. Mi hočemo vedeti, da resnično nam bojo tisto, kar smo dobro naredili, tudi dobro povrnili. Ampak potem dejansko pogledamo in se nam zdi, da ni nobenih znakov o tem. Zdi se, kot da se nam nalaga nove preizkušnje, medtem ko mogoče nekdo drug, ki nas je prizadel in podobno, mu gre čisto v redu in je pomirjeno s tem, da nas je prizadel visoka. Dragi moji, ni to tako. Verjamem, da tako mislite in vsi smo v enem trenutku življenja tako mislili, ampak v tem obdobju vas nagovarjam in vas angeli nagovarjajo in vas vile in vila Tiara vas nagovarjajo, da poskusite določene stvari ne razumeti, ne resnično sploh
probati nekako priti do tega smisla, zakaj je to tako, ali ste vi kaj naredili narobe, ali ste kaj kaznovani, ne vem kaj, vse spuste. Spuste v bistvu neki pomirjenosti, da ne veste, zakaj je to in položite, čeprav vem, da je težko, ampak vseeno, položite popolno zaupanje do angelov, vesolja, do stvarnika, komorkoli želite, položite jim zaupanje, da oni uredijo zadeve za vas. Če boste še naprej delali dobro, ni šans, da se vam bo vrnil slabo, razumete? Mogoče se vam trenutno tako zdi, ker morate samo postaviti določeno zaupanje nazaj, pa kakšne stvari sami blokirate, pa mogoče, če vas je strah biti prizadeti, takrat je najtežje, ustvarjate določene okoliščine in angeli za zakonom svobodne volje ne morejo tega urediti. Če pa vi te blokade spustite, če vi taka razmišljanja spustite, če vi rečete, karma, želim si samo mir. Vesolje, želim si samo mir, želim si biti ljubljen, ljubljena, želim živeti v obilju, miru, sreči, harmoniji. Prosim, naredite vse, da bom to imela in potem preprosto spustite. Jaz vam moram povedati, da veliko ljudi me sprašuje o teh karmičnih preizkušnjah, ali ljudje na drugi strani, ki so vas prizadeli, bodo s časoma vedeli, kaj so storili. Ja, moram reči, da je vedno to tako. Vedno, kar si sam zadal, vedno bo nekako v življenju ti prišlo nasproti. Pa ne z namenom, da bi bili kaznovani ti ljudje, se ne gre za to, da bi kdorkoli hotel biti maščevalen, pa tudi viden vse zadnje ne. Ampak gre se samo za to, da vesolje ponudi šanso in ta šansa pravi, kar si dal, boš imel priložnost izkusiti nazaj. Ko ti predaš en pol, boš imel priložnost ga izkusiti nasprotni pol, torej nazaj. Ali pa isti pol nazaj, kakorkoli že. Tako da to ni kazen in tudi včasih me vprašajo, dobro, da si želim, da bi ljudje vedeli, kako sem se jaz počutila v določenem trenutku, pa počutil. Vseeno je, kaj razmišljate, to je vaš način zdravljenja. Tudi če vi razmišljate o tem, verjetno hočete na nek način priti do zdravljenja, zakaj so se vam določene situacije zgodile. Pa potem pravijo, da to ni duhovno. Lepo vas prosim, duhovno je vse, kar vi čutite. Vi ste duhovno bitje, ampak imate čustva, imate karakter, imate ego, imate dušo, razumete? Vi ste skupek energije, ki doživlja nekaj na planetu Zemlja. Kakršnokoli je vaše zdravljenje, naj bo. Nekateri jočete, nekateri se smejite, nekateri rabite biti res jezni, nekateri rabite biti res besni na druge ljudi. Vseeno kaj je, imate pravico do tega, ampak vseeno izrazite ta čustva, na to pa v tem obdobju poskusite priti do miru. Priti do miru, da določene časovne okvirje, v katerih se vam bo nekaj povrnilo, prepustite vesolju. Torej, zdaj prebolite, kar morate preboleti, zdaj izjokajte, kar morate izjokati, zdaj dajte ven stvari sebe, potem pa se umirite in počakajte. Ta čas seveda namenite sebi, temu, da se zdravite, da date pozornost svojim ranam, da jih presvetlite. Te stvari trajajo, ni nekega sporočila, da to je 6-12 mesecev, ne, vsem koliko je. Ampak če si boste vzeli čas načrtnega zdravljenja, to pomeni, da se boste presvetlili od znotraj in šli potem dejansko naven, potem pomeni, da ko bo to ozdravljeno, takrat se bo lahko vesolje temu odzvalo in tisto, kar ste si najbolj želeli, da bi vam življenje odgovorilo, da ste bili res dobri in da boste res za to nagrajeni, vam bo prišlo nasproti takrat. Ampak določeni ljudje niso pripravljeni te srednje poti, obdelati, da bi prišli do te nagrade. Ta video je nagovor, da bi to storili. Upam, da sem vam kaj pomagala. Kako se pa to naredi? Nekaj je seveda govoriti o teh stvarih, nekaj je pa nares. Nobena zdravljenja, zato da bi se lahko nazaj na pozitivno naravnali, ko smo prizadeti in podobno, se ne zgodijo samodejno. Ljudje pravijo, da čas zdravi vse rane. Ja, ampak najbrž poznate pa tudi ljudi, ki jim čas ni glih pozdravil vse rane. Tisti, ki jim čas ni pozdravil vse rane, so ljudje, ki dejansko niso
vložili truda in dela v to, pozorno sebi, ker so hoteli, a ste kdaj bili v tem, da samo mine, kakorkoli že, ne samo mine, ni to tako. Vse, kar se zgodi, kolikor želite preobrniti energijo, torej tudi, če bi iz nečesa slabšega želeli potegniti dobro, najprej to presvetlite znotraj sebe. To je pisanje dnevnika, to so seveda meditacije, to je kakršenkoli stik s seboj, kjer si vzamete čas za ta zdravilni proces. Za nekatere je to, ne vem, šivanje gobelina, kjer lahko zadeve premišljujejo, za nekatere je to pisanje pisem, za nekatere je to pogovor z drevesi v naravi, karkoli že je, vzemite si ta čas, dajte ta namen. Sedaj je to krasno obdobje za to, da to sedaj sprožite ta zdravilni proces in potem bojo prišli te časi veselja decembra in tako naprej in se bi moralo seveda biti bolje. Biti presvetljeno. Vsekakor pa želite sedaj dati pozornost temu. Mnogi ljudje decembra kar pozabijo na vse te stvari in rečejo, wow, se bomo veselili, nekako potlačijo svoja čustva. Kaj pa potem? Kaj se pa potem zgodi? Potem prije januar in potem so ljudje resnično žalostni. Mi si tega za vas ne želimo. Torej, verjemite v karmične nagrade. Verjemite v to, da kar ste dobro dali, boste dobro prejeli nazaj. Pomirite se s tem. Pomirite se s tem, da mogoče trenutno ni odgovora, da to res teče v ozadju. Slepo zaupanje je to, pa vendar je to nagovor vseh tistih, ki so danes želeli, da to predam vam. Vedno smo z vami. Vedno vam bomo pokazali te zdravilne procese. V našem duhovnem ateljeju bomo vse naredili, da se vrnete v stik z vero v dobro. Kajti, če to lahko znotraj vas podbudimo, če lahko to čist malo zažari od znotraj, potem se bo zagnala, veste, ta skala po hribu in bo seveda se kotalila in kotalila. Tako da prihajajo vilinski božični bazari, kjer so v stiku z vilami, z njihovimi sporočili. To bomo imeli 30.11., 14.12. Predvsem pa bomo letos delali na tem, da vas dvignemo. Veliko vas je tistih, ki ste se počutili, kot da ste na tleh. Tokrat vas bomo dvignili. In to bo veliki dogodek mojega dragega moža Mihaela Žmaharja. Tokrat je vse drugače naredil. Jaz sem tako, kaj zdaj počnemo, ampak je rekel, rabimo se dvigati, rabimo vstati, rabimo spet, vsi ljudje rabijo verjeti spet v dobro. To moramo načrtno narediti. In če nas bo veliko, to lahko presvetlimo. In potem je pokazal dogodek, kar je z 8.12. Jaz sem se priključila, kaj še ne smem povedati, pridite pogledati. Tako da tisti, ki slišite ta klic, tisti, ki se želite dvigati, ki hočete biti del tega, samo da se vas dvigne, naprej boste pa že znali sami 8.12. v dvorani Smel. Imamo še nekaj prostih mest, ne več tako zelo veliko, hitro napišite na info@potovanje-duse.si in seveda tudi vsi čarobni, mogoče določeni tudi malce bolj mirni dogodki, pa na www.potovanje-duse.si. Jaz vam s tem videom pošiljam en velik blagoslov zaupanja v svet, v angele in v to, da se stvari resnično lahko presvetlijo. Z vami z ljubeznijo, lepo se imejte in adijo.